Čuječnost, nenavadna beseda. Biti čuječen pomeni biti pozoren na dogajanje tukaj in zdaj, pravijo. Ja, razširimo zavest o doživljanju sedanjega trenutka, pravijo, da je to dobro, no posledično pa s tem tudi umirjamo misli, čustva in svoje telo. Veščina čuječnosti, poglejte, čuječnosti, res nenavadna beseda za lepo stvar, se po svetu poučujejo tako v medicini, kot tudi v podjetjih, šolah, sodiščih, pravnih službah, zaporih, no in celo v vladnih službah. Ob meni je specializantka psihodinamske psihoterapije, Mateja Šetak. Mateja, dobro jutro. Dobro jutro. Nasmejana. Ste čuječi? Ja, se kar trudim biti. Pomagajte nam razumeti, kaj čuječnost je. Malo sem že mogoče štorasto opisala, vi boste to znali veliko bolje. Ja, pri čuječnosti gre v bistvu za tako nepresojajoče zavedanje sedanjega trenutka. Zdaj, če malo bolj na široko povemo, v prvi fazi gre za to, da se zavedamo, kaj se v nekem trenutku dogaja z nami, tako znotraj nas, se pravi naše misli, naša čustva, naše telesne senzacije. In pa seveda tudi okolje okrog nas, ki ga zaznavamo z našimi čutili, se pravi barve, ki so okrog nas, vonjave, kakšen okus ima hrana, mogoče kakšen zvok, ki ga nekje slišimo, ali kakšen je dotik nekoga, predmeta ali česarkoli. Same lepe stvari, Ja. se pravi tukaj in zdaj. Tako. Se potem takem preveč ukvarjamo s svojo preteklostjo in razmišljamo o prihodnosti v vsakdanjem življenju. Mogoče res prevečkrat, tako. Ker dejansko gre pri vsem tem, ko se zavedamo, kaj se tukaj znotraj nas dogaja v nekem trenutku, da vse to v bistvu tudi sprejemamo. Da to v tem trenutku tukaj je, da je to ok, da smo radovedni do tega, kaj se dogaja, zakaj se tako dogaja zdaj. Zelo velikokrat nas pa naše misli zelo popeljejo lahko v preteklost ali v prihodnost, in v bistvu s tem tudi vplivamo na trenutno dogajanje potem. Čuječnost, ampak vse to, kar ste našteli, me tudi malo spominja na meditacijo, na to umirjanje. So tu kakšne povezave, sporednice? Ja, vsekakor. Tudi čuječnostna meditacija je pojem, ki ga uporabljamo. Zopet gre za to, da nekako umirjamo, sprejemamo to, kar je znotraj nas, da ne obsojamo tega, da nismo v tem, a je to prav, a je to narobe, bi moglo biti kako drugače, ampak da enostavno je to, kar je. Zdaj, ko ste to pripovedovali, sem se spomnila na Japonsko, na Japonce, ki neprestano hitijo, na Japonskem se vse hitro odvija, visokotehnološka družba je to, ampak na ulici srečaš ljudi, ki zagledajo nekaj lepega, eno lepo drevo, češnje cveti, obstanejo za 30 sekund, povsem se zazrejo v nekaj lepega, otrpnejo in potem grejo naprej vsakdanje življenje. Je tudi to čuječnost? Ja, vsekakor. In tega je pri nas, se mi zdi, da kar malo premalo. Ta naš hiter tempo življenja, ko moramo upravljati eno stvar, pa drugo, pa tretjo in že mislimo, kaj bomo popoldan, da smo zelo premalo prisotni v tem trenutku. Zelo velikokrat je že tak nek mogoče banalen primer, ko smo v službi, imamo kosilo, jemo za pisalno mizo, pišemo mail vmes, mogoče še kakšen telefonski klic, in se niti ne zavemo, koliko pojemo, je bila hrana okusna, nam je pasala. To so ti trenutki, ki se je pol zgubijo nekako v vsem tem hitrem dogajanju. Se pravi, je čuječnost disciplina, ki jo lahko usvojimo? Ja, vsekakor. Obstajajo in tečaji, razne delavnice, programi, s katerimi pač se učimo čuječnosti. Je pa res, da je čuječnost trening. To ni nekaj, kar preberemo in potem znamo in uporabljamo, ampak dejansko zahteva od nas redno, zelo pogosto vadbo. Tako da krepimo v bistvu te naše sposobnosti zavedanja vsega, kar se dogaja. Ja, zelo, zelo zanimivo gostje imamo danes v studiu, se vam ne zdi. Zagotovo se tudi vam pojavi kakšno vprašanje. 2 telefonski številki, tudi za vas, drage gledalke, spoštovani gledalci, le pokličite. Vedno smo vas veseli, morda kakšen komentar, ki se vam je porajal med pogovorom, tako da bo lepo tudi slišati vas. Mateja, kako pa pomagate ljudem, ki bi se radi naučili čuječnosti? Rekli ste vadba, ampak za kakšne vaje to gre? Čuječnost je v bistvu nekako tudi večplastna. Na nekem nivoju jo lahko uporabljamo vsi. Vsi se lahko za trenutek v dnevu ustavimo, tako kot ste že prej sama omenila, pogledamo okrog sebe, kje smo, kaj se dogaja, kakšne so barve, kako se mi počutimo znotraj nas.
in mogoče malo našo pozornost usmerimo na dihanje. Dihanje je dejansko tisto, kar se dogaja vedno v tem trenutku, v sedanjosti. Dihati ne moramo v preteklosti ali pa v prihodnosti. Tako da zelo velikrat recimo tudi na raznih, sama pri klientih uporabljam, recimo v psihoterapiji, ko jih ob pogovoru o tem, kaj se je dogajalo, mogoče v preteklosti in vse to, vračam v sedanji trenutek. Kako ste zdaj? Kako ste s tem, kar se dogaja? Kako se počutite ob tem, kar govorite? Kdaj smo začeli govoriti o čuječnosti? To se zame je precej nova beseda, kljub temu, da kot smo ugotovili, gre za stvari, ki so že tisočletja znane, meditacija, zen budizem na nek način, ta umirjanje. Čuječnost izhaja nekako iz teh budističnih smeri. Se pa že kar nekaj časa uporablja pri nas, predvsem tudi v sklopu teh programov za obvladovanje stresa. Mislim, da je bil tlele nekako ta začetek, ko se je začelo to uvajati tudi širše potem v družbo, da smo potem začeli ljudje biti pozorni tudi na kaj sploh to je čuječnost. Kdo je utemeljitelj čuječnosti, te znanosti sedaj? Je to... Ja, to bi zdaj težko povedala, ampak... Ampak tudi pri nas je že nekaj let prisotna, pravite. Ja, zanimivo. Tudi vedno bolj se uporablja, vedno širša uporaba je. Kako ste se vi odločili za to? Mislim, kje ste se... Mene je pritegnil takrat, ko sem šla na ta tečaj oziroma delavnico, naslov programa obvladovanja stresa, ker sem pač bila tudi sama v nekem obdobju, ko se je ogromno dogajalo. In sem iskala načine, kako mogoče se res umiriti, kako ne podlež temu vsak dan in vsem tem hitrim dogajanjem. No, omenili ste stres, se pravi čuječnost nam lahko pomaga pri mnogih težavah. Ja, vsekakor. Želela bi poudariti, da čuječnost ni zdravilo in tudi ni tehnika, kot sem že prej rekla, da jo vzamemo in z njo odpravimo neko težavo. Vsekakor je pa lahko zelo, zelo prijetna in dobrodošla metoda, ki spremlja različne oblike zdravljenja, različne težave, odpravljanje stresa. Zelo pogosto jo uporabljajo tudi pri kakšnih rakavih obolenjih ali pa bolnikih, ki imajo kakšne presaditve organov, ko se soočajo s temi novimi načini življenja. Potem tudi pri mogoče preprečevanju ponovnih faz depresivnosti, anksioznosti, obsesivno-kompulzivnih motenj. Tako da je zelo široka uporaba. Jo priporočate tudi mladim ali pa otrokom? Kakšne so vaše izkušnje? Ja, vsekakor. Se mi zdi, da je uporabna za vse, za starejše, za mlajše, za otroke, da bi tudi starši predvsem mogli sami biti veliko bolj čuječi. Predvsem v odnosih, ko smo, in tudi z otroci, ko smo, takrat, ko smo skupaj z nekom, da smo res tam. Nam lahko pomagate, pokažete eno tako vajo, eno tako splošno vajo, ki bi jo lahko vsak dan izvajali sami doma? Lahko recimo, se pravi, enkrat vsaj dnevno, ali pa lahko tudi večkrat si vzamemo 3-4 minute zase, se nekako mogoče ali udobno namestimo, ko smo v nekem prostoru, kjer nam je prijetno, lahko je to tudi na kavi, lahko je tudi v hoji sicer, ta čuječnost se lahko izvaja na različne načine, in se pravzaprav vprašamo, kako sem v tem trenutku, kaj se z mano dogaja, S tem pravzaprav nekako preusmerimo pozornost nase, na svoje dogajanje, ne odrivamo stran tega od nas, in potem smo pozorni, opazujemo, kakšne so naše čustva. Kakšne so naše misli, ki se pojavljajo, se pri njih ne zaustavljamo, ampak enostavno gremo samo čez misli, ki pridejo. Gremo čez telo, je kakšna napetost, tenzija, smo pozorni, kaj se dogaja znotraj telesa. In potem, tako kot sem že prej omenila, se usmerimo na dihanje. S tem si lahko pomagamo tudi, da damo roke mogoče na trebuh, da lažje dihamo s trebušno prepono. In smo pozorni na vsak vdih, na izdih, se pravi, dihanje je to, kar se dogaja v tem trenutku. In to počnemo pač kakšno minutko, dve, samo opazujemo. Se pravi, z radovednostjo ne obsojamo, nič ni prav, nič ni narobe, nič ni tako bi moralo biti, zakaj se zdaj to dogaja, to ni v redu. Enostavno probamo biti res taki sprejemajoči za vse, kar je znotraj nas. In potem proti koncu še pač dihanje usmerimo tako, da zaobjamemo celo telo, od glave do pete in naredimo par vdihov in izdihov v telo in iz telesa. Se pravi, da čuječnost počasi postane tudi način življenja. Vsekakor. Ne samo vaja. Tako, tako. Koliko časa pa je potrebno izvajati vaje, da že čutimo neke spremembe pri sebi?
Zdaj, zelo pomembno pri čuječnosti je, da si ne postavljamo nekih okvirjev. Ne? Kar je spet stres, seveda, če Ja, bi bili okvirji. Tako. Čuječnosti se moramo lotiti pravzaprav brez nekih pričakovanj. Ne? Čuječnost je nekaj, kar pač je. Ne pričakujemo, kaj bo potem, ko bomo 3 minute čuječi, ampak smo s tem, kar je. Ne? Zdaj, kratkotrajne spremembe v tistem trenutku, ko smo čuječi, so vsekakor zmanjšanje neke napetosti, mogoče tak občutek sproščenosti, se pripeljamo nazaj v ta trenutek. Dolgoročno pa, tako kot sem rekla, potreben je čas, potreben je trening, potrpežljivost predvsem, ker spremembe morda niso tako hitre. In to je celoten proces, ki traja dalj časa in ki je pri vsakem od nas lahko drugačen. Zdaj nekako, če pogledamo tako generalno spremembe, ki jih pa lahko pričakujemo, so pa te, da nekako se naučimo delovati iz nekega trenutka, kar pomeni, da nam da možnost izbire v nekem trenutku. Ne delujemo iz tega avtomatičnega pilota na način, kot smo bili naučeni, navajeni in tako, kot bi moglo biti prav. Druga stvar je, da v bistvu krepimo naše notranje vire moči. Zelo velikokrat smo ljudje preveč pozorni na, kaj se nam je slabega zgodilo, kaj nas boli, kako nas je nekdo prizadel. Pozabimo ali pa zelo hitro gre pa mimo nekaj prijetnega, dobro kosilo, sonček, nasmeh prijatelja. In s čuječnostjo v bistvu zelo podpremo te pozitivne dele tudi, jih bolj ozavestimo in so večkrat prisotni v našem življenju. Potem tudi zelo hitreje zaznavamo kakršnekoli spremembe. Morda bolečino prej zaznamo, da je nekaj v telesu narobe. Prej zaznavamo, s katerimi ljudmi nam je prijetno, s katerimi nam je manj prijetno. Prav tako lahko lažje oziroma se bolj distanciramo od naših misli. Vsi poznamo verjetno, da včasih, ko se spomnimo na nek dogodek, ki se nam je zgodil zjutraj neprijeten, nas lahko tudi v tem trenutku kar spravi v neko jezo, razočaranje ali karkoli. In zdaj, če smo čuječi, se tega zavemo, sprejmemo in potem se lahko odločimo, ok, to se je zgodilo zjutraj, zdaj sem pa tukaj. Zdaj sem na kavi s prijateljem in se imam lepo. In pa še mogoče nekaj, kar je meni najljubše, je, da začnemo sebe gledati kot celoto. Da smo v bistvu skupaj tako pozitivnih kot negativnih lastnosti, da imamo težke, boleče trenutke, da imamo pa tudi veselje in radost in da na nov način začnemo doživljati spoštovanje do vsega tega, kar je znotraj nas. In ker se po jutru dan pozna, bi bilo dobro, da bi s čuječnostjo začeli že zelo zgodaj. To lahko naredimo zjutraj, v postelji se zbudimo, naredimo par oddihov in samo preverimo, kako smo. Upam, da smo s tem pogovorom tudi malo spodbudili naše gledalce in gledalke k več čuječnosti. Poglejte, kako zelo enostavno je. Samo malo se umirimo, zamislimo, začnemo dihati, pomaga tudi skodelica kave. Da vsak najde nekaj, kar mu je všeč in začnimo s čuječnostjo na vse zgodaj zjutraj. Zelo zanimiv pogovor, hvala lepa. Kar nekaj lepih lekcij ste nam dali za življenje vsak dan.